Odraščal sem v kmečkem okolju, skupaj s staršema smo bili še 4 sinovi, stari starši, in na kmetiji pride zelo hitro do te delitve na moška in pa ženska opravila. Glede na to, da smo bili 4 sinovi, moram reči, da sem zelo vesel in še ponosen na to, da sem bil kot drugi od sinov tisti, ki je precej pomagal mami, ko sem se vrnil iz šole. Mi ni bil noben problem pometi posodo, ker je mama morala pač kaj druga početi, ali pa tudi opravila tista, ki so običajno bila njej dodeljena, sem se z veseljem rad vključil. To mi je prav prišlo že tudi danes, ja, pa že prej, ko smo, ne vem, prišli v vojsko, ali pa po tem času študija, ko smo si fantje kar znali kaj skuhati pa narediti v študentskem domu Maribor na Gosposvetski, smo to prakticirali. Vesel sem, da še danes, ko so te ure za družino pri nas zelo kruto razdeljene, in nisem eden tisti, ki bi pomagal v tej statistiki, ampak ko pridem domov, ko imamo 3 otroke in je najmlajši sin 17-letni, če želi, da ga jaz malo razvajam in si deliva na tak način, da me poprosi, da jaz palačinke spečem, in to z veseljem naredim, in pravi, da so boljše kot mamice. Tako da nimam tu nobenih zadržkov. Imamo tudi starejši sin, je naša družina, to sem tudi z veseljem javno povedal, smo dobili zdaj 2 vnučki, in najprej je hčera rodila novembra, zdaj včeraj je imela Zala prvi rojstni dan, en mesec, in sin, ki je bil sicer zaposlen, ampak izkoristil si cel ta mesec februar, da je ostal doma, in mamica še ni prišla do tega, da bi lahko skopala hčero, ampak je to sin. Tako da te navade so v vseh okoljih še danes, mislim, da v pravo smer, in je prav prijetno to opazovati. V teh letih sem imel možnosti tudi biti vodja posameznih stvari in naj podelim izkušnje, ker sem bil najdlje 13 let župan občine v Krškem. Najprej, kar se tiče občinskih svetov, to sem velikokrat že tudi javno omenil, za vsakimi volitvami je bilo več žensk v parlamentu in v občinskem svetu, in občinski svet je bil bolj normalen. Nekaj to besedo uporabim, ker je z enega druga zornega kota bil pristop tudi v tej debati, in moški se na drug način zakurijo med sabo, kot pa če pride kakšen ženski glas, ki to zadevo uredi. Tako da tem dela to. Kar se tiče pa same občinske uprave, je bilo zelo zanimivo, da smo vedno pazili, da je bilo približno pol-pol, ali pa kar točno pol-pol. Župan, podžupanja, direktorica občinske uprave, oddelki, vodje oddelkov, in ko je bila kakšna zamenjava, da se je ali upokojil ali pa odločil za drugo mesto moški, je bilo zelo zanimivo, ko so ženske prišle do mene, vodje, glej, da ne boš kakšno žensko privlekel, tam mora biti moški. Jaz mislim, da je ta balans med spoloma v vodenju neke inštitucije zelo pomemben in zelo koristen, in to sem vedno upošteval pri tem svojem delu tam, ker sem lahko o tem tudi odločil in smo prav vodili brigo o tem. Veseli me to, kar vse študije govorijo na primeru Slovenije, da nas ni treba biti kar ničemer sram, ampak lahko s ponosom povemo, danes je odzvonita Deloittova študija, kjer smo praktično med najboljšimi državami v Evropi na tem delu. Vemo, kot je bilo že rečeno, kje je Evropa v svetovnem merilu, in mislim, da treba samo še na tistih stvareh, kjer so ti zaostanki, te stvari tudi odpraviti. Največje težave se mi zdi, se pojavljajo zdaj, kot je bilo prej statistično prav ugotovljeno, da imamo večji delež študentk, še druga statistika je zelo nazorna, da jih tudi več konča kot fantov, ker se bolj prime pri študiju. Mogoče je problem pri tem, ki je generalni Sloveniji, katera mesta razpisujemo, in tudi problemi brezposelnosti glede na odločitve in težjo vključenost v enem delu tudi v tej smeri. Tudi jaz mislim, da tudi smo lahko res s temi številkami na te številke ponosni, kjer imamo še kaj za narediti, to dopolnimo. Tudi z moje strani pa čestitka ob dnevu žena, in ko sem se že prej pohvalil, da sem včeraj resnično na 2 uri apartma čisto popoldan, sem tudi za ženo, hčero, snaho in pa vnukico darilo kupil. To sem že poskrbel.